dogodkom, našemu prazniku, da smo naš praznik s tem dogodkom obogatili. In upam, da se bo ta dogodek nadaljeval tudi vnaprej in da so naši gosti, ki prihajajo v Višnjevik, zadovoljni. Meni je zelo všeč, da tle v Višnjuku, se tako reče, v Višnjuku, ja, je že 14 let ta praznik. Od Rebule, ki je bila zmeri ponos Brd. Vmes smo imeli nekaj težav z tem imenom in tudi s prepoznavnostjo. Samo mislim, tako kot vidim teh 90 Rebul tlele, so ti časi mimo. In Rebula bo najdla pravo mesto, tam, kaj je tudi imela, ker mislim, da je 1750 en cenik vin v Ljubljani. Sem ko so nekje videl, je Rebula bila, mislim, da tretjino dražja od vseh vin. Zdaj upam, da ne bo tako draga, no? Mislim, da ne bomo izkoriščali tega, ampak vsekakor mislim, da bo najdla pravo mesto, ki spada med vsemi temi vini, ki so tam. Pravkar ste skupaj s kraljicami nazdravili z novo Rebulo, zato ker vsaka kraljica ima seveda svoje vino, pa jaz imam letos novo vino kraljice Rebule, letnik 2012 in je suho. In vsem se prav dopade, pa tudi prav, ker mi je ena kraljica, kolegica potrdila, da so bili zelo navdušeni nad to novo Rebulo. Jana, prva kraljica Rebule, tvoj mandat se ne zaključuje. Tako je, se ne zaključuje. Seveda leto je bilo zelo aktivno in pestro, pa tudi seveda hkrati nepozabno. Spoznala sem ogromno novih ljudi, pa odkrila nove kotičke. Tako da mi ni niti malo žal, čeprav je včasih malo naporno zaradi prevelikih obveznosti še zraven kraljevanja, pa vsekakor je nepozabno, tako da se veselim tudi nove poti kraljevanja. Jana, letos si povabila lokalne vinske kraljice na sam praznik. No, jaz sem Špela Borko, tretja kogovska vinska kraljica. Kog je najmanjša krajevna skupnost v občini Ormož, tako da kot kogovska vinska kraljica predstavljam celotne Ormoške gorice. Lepo pozdravljanje, sem Jerneja Jančar in sem vinska kraljica Radnonsko-Kapelskih vinogradov in vam prinašam prisrčne pozdrave iz osrčja Radnonsko-Kapelskih goric in bi bila prav vesela, če se mi kmalu pridružite pri nas na kapeli na prazniku Traminca in po sprehodu na pot Traminčeve pote. Lep pozdrav, moje ime je Monika Rebernišek in prihajam iz najstarejšega slovenskega mesta, iz Ptuja, kjer smo zelo ponosni, saj se ravno v naši kleti hrani najstarejše slovensko arhivsko vino Zlata trta iz leta 1917. Pozdravljeni, sem Polona Čeh, tretja cerkvenjaška vinska kraljica. Prihajam iz Cerkvenjaka, kar je mali kraj. Lahko pa rečemo, da se v naših koncih porajajo vrhunska vina. Tako bi lahko rekli, da smo veliki. Lep pozdrav, sem Tanja Vrbnjak, 7. vinska kraljica Društva vinogradnikov Mala nedelja. Prav tako prihajam iz osrčja Prlekije. Povabila bi vas na naš največji tradicionalni dogodek našega društva in to je pohod od kleti do kleti, ki se vsako leto tradicionalno odvija 25. junija. Sem Katrin Štoka, kraljica Terana 2012. Prisrčen pozdrav v imenu Društva vinogradnikov in vinarjev Krasa. Jaz ne predstavljam samo Teran, predstavljam celoten Kras, tako da in ne samo slovenski, tudi zamejski. Naši gosti lahko okušajo oljčno olje. Prvo bi bilo treba povedati, zakaj je to olje boljše kot kakšno drugo. Zato smo tudi mi tako naštemali danes zadevo, da imamo tle nekaj olj z napakami. In ponavadi kakšna napaka ljudem ni všeč, ma tista, ki je zelo pogosta, rečejo, ja, tako imamo pa mi doma. Ma izdelki nekako netipični za Brd, ali kako? Ja, v bistvu niso tipični, ma upam, da bo vedno več tega, ker oljčno olje ni koristno samo za pit, ampak tudi za kožo. Ogromno izdelkov, recimo jaz izdelujem mila iz oljčnega olja, tudi kreme, ker zelišča so odlično, macerirajo v oljčnem olju in potem naša koža tudi dobro prenaša oljčno olje. Zdaj, oljčno milo je najbolj terapevtsko milo, tako da tisti, ki imajo bilo kakšne probleme s kožo, se res svetuje to milo, tudi za suho kožo, ko vedno več ljudi ima probleme s suho kožo. Evo, kje se dogaja tukaj, ja? Kje se pa dogaja, vidite, tle pa da pripravljamo sladoled. Pripravljam sladoled iz oliv, zelenih oliv
Sladoled pripravljam s tekočim dušikom, zraven bomo pa postregli 8 ur kuhano pancetko v vakuumu. V vsaki tej jedi morate iti malo okoli do teh oljarjev in pokušati, katero olje gre najboljši zraven. Jaz vam bi ponudil zraven postrvega tatarskega, vam bi ponudil, prej sem probal neko olje, ki je z limono in po moje z ribo gre zelo dobro, tako da